Vrt po feng shuiu, zgolj kaprica ali potreba sodobnega človeka? Moje ime je Tanja Glažar in sem strokovnjakinja za feng shui. Danes vam bom razkrila, da ni vseeno, kje postavimo element vode, kje zasadimo drevo ali kam postavimo element ognja. Sledite mi. In tukaj boste videli, ko vas opozarjam na 3 najpogostejše napake, ki jih dobimo v vrtu. Prva od teh je, zlasti pri ozkih in dolgih vrtovih, kot je na primer današnji, vidimo, da energija lahko gre kot energijska avtocesta. Vse to lahko preprečimo oziroma uredimo na več načinov. Ena je, da se prekinjajo ravne poti, ki kažejo kot neka energijska avtocesta. Druga energijska avtocesta je dolg ozek vrt. To rešimo enako s podesti, z zasaditvijo in z nekim končnim elementom, ki je lahko drevo, kip ali karkoli podobnega. Druga napaka, ki jo pogosto opažam v vrtovih, je, da imamo vrtove na nekem delu zabasane s kramo. Da je tam vsega mogočega, mogoče celo listje, veje in vse to, kar ne vemo, kam bi dali, kam bi to poslali. V tem primeru bi vam svetovala, da vedno sproti urejate vrt. Vrt je živ organizem in diha. In tretja stvar, ki jo še vedno opažam, je, da ljudje zelo radi nasadimo rastlince, vendar se potem z njimi ne ukvarjamo dovolj. Vrt je pa živa stvar, je živa energija, tista yang energija, ki nam daje dodatno energijo stanovalcem in hiši. In če bomo mi imeli vse urejeno, lepo postriženo, da ne bomo dovolili, da zrase vrt v neko nepregledno džunglo, potem bomo imeli v vrtu fantastično energijo in taka bo tudi vstopala v naš dom. Tukaj je za vas 7 namigov, kako uredite vrt, da vam bo prinesel čim več obilja. Ena izmed stvari je seveda v vrtu najbolj cenjena in to je zasaditev. Tale javor, na primer, skriva moteče strukture čez ulico. Kot je dimnik, kot je veliko strupenih puščic od streh in tako naprej. Če pogledamo malce v tole smer, drugo, vidimo tukaj divjo trto, ki je kot plezalka in v bistvu preveč kovinsko konstrukcijo zelo lepo ozeleni, kar pa tudi pomeni, da to vrtno uto hladi pred vročino. Pogled v gredico nam govori, da smo z okrogli grmički vnesli v vrt element kovine, kajti kovina so vedno okrogle oblike, ampak tudi, da je tukaj po zimi yang element ognja, kajti zimzelene rastline prinašajo vrt yang energijo tudi po zimi. Enako je predvidena tu zasaditev zimzelene žive meje, ki je celo leto zelena in nas varuje pred radovednimi pogledi iz ulice. Zimzelena vrtna ograja tudi hkrati krije hrbet hiši in pa nenazadnje tudi družini. V vrtu vedno pazimo, da se nekako skrivamo pred pogledi, sploh v mestnem atrijskem vrtu, ampak tudi med drugim, da so drevesa primerne velikosti. Primerna velikost drevesa v atriju so seveda nizkorastoča drevesa in tukaj vidimo 2 lepi okrasni povešavi češnji, ki vnašata ta element vode v vrt in hkrati zakrivata poglede iz sosedovega vhoda. Ni vseeno v feng shuiu, kam posadimo cvetoče rastline in tukaj so na jugozahodu potonike. Kot ste marsikje že prebrali, potonike so tista romantična rastlina, ki ne bi manjkala v feng shui vrtu, ampak to zgolj kot zanimivost. Seveda ni vseeno, kam postavimo element vode in v kakšni obliki. Odvisno od velikosti vrta. Voda naj ne bo stoječa. Prvič zaradi tega, ker se tu nabira mrčes. Druga stvar pa je, da le aktivna voda prinaša blagostanje in živo energijo v vrtu. Če pogledamo malenkost še v drugo smer, vidimo visoka drevesa. Tukaj visoka zasaditev za hišo podpira odnose in varuje stanovalce seveda spet pred pogledi.
Enako se zgodi z zaključkom listopadnega drevesa na koncu, kjer je en tak kotiček za vrtno senco zjutraj oziroma v jesenskem in pomladanskem času, tisti del, kamor najzadnje posije sonce in seveda se lahko še pogrejemo pod zadnjimi sončnimi žarki. Tamle, kjer je pa sedežni kotiček, je pa zaščiten hrbet z nizkimi cvetočimi grmovnicami, ki nam krijejo hrbet in seveda tudi pazijo na to, da nismo izpostavljeni, da se počutimo varne in preprečujejo piš vetra, da ne sedimo na energijski avtocesti. Kot element ognja bi rada še poudarila osvetlitev. Tukaj so nameščene talne luči. Potem imamo lahko tudi vrtni ogenj. Najboljše je, da je to neki prenosni vrtni ogenj, saj le v tem primeru lahko ta ogenj glede na energije vsako leto prestavljamo in prenašamo. Druga oblika vrtnega ognja je pa lahko tudi vrtni žar in to je tisto področje tamle s prodniki, ki je namenjeno za popoldanske piknike. Tako vidimo, da feng shui vrta v mestu je zelo pomembna stvar. In to je tista ta prava energija, ki nam prinese sproščenost, krasno bivanje in pa energijo, kjer se res počutimo doma.